in Somaliland zdaj ponujajo več kot le pristanišče. Njen predsednik pravi, da si odcepljeno ozemlje želi slediti zgledu Džibutija, tako da izkoristi svojo strateško obalo za privabljanje tujih vojaških baz in spremeni pristanišče Berbera v glavno trgovsko središče. Zdaj predsednik Abdirahmane Ido pravi, da bi bilo Somaliland odprto za gostovanje ameriških in izraelskih vojaških objektov, čeprav zanika, da bi katera od teh držav trenutno imela tam svojo prisotnost. In predlog prihaja v času, ko se tekmovanje za vpliv okoli Rdečega morja in Adenskega zaliva zaostruje, kar bi lahko še povečalo pomen dolgoletnih prizadevanj Somalilanda za mednarodno priznanje. Zdaj se nam pridružuje Said Ibrahim, urednik Somaliland Chronicle, ki nam bo pomagal razumeti, kaj si Somaliland obeta od te strategije. Torej, Somaliland v bistvu pravi, poglejte, kaj je naredil Džibuti. To, da kako realno je, da bi Berbera postala še eno večje središče za tuje vojaške baze in mednarodno trgovino. No, torej, to je načrt Džibutija, ampak verjamem, da lahko Somaliland že samo zaradi svoje velikosti to naredi 10-krat toliko. In te tuje vojske se med seboj sploh ne bodo videvale, za razliko od primerov v Džibutiju. Torej, v bistvu je ideja taka, da Džibuti trenutno gosti 5 glavnih vojaških baz, vključno z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Toda hkrati obstaja ogromna priložnost, ne samo za Somaliland, ampak tudi za, recimo, Združene države Amerike, da se dejansko nekoliko premaknejo proti vzhodu v Somaliland. In razlog za to je, da so Hutiji na začetku, ko so začeli napadati ladje v ožini Bab el-Mandeb, Džibuti je dejansko prepovedal Združenim državam Amerike uporabo vojaške baze Camp Lemonnier, ki jo imajo za podporo operacijam proti Hutijem. In takrat je džibutski zunanji minister to v bistvu označil kot olajšanje za Palestince, ko je opisoval, kaj počnejo Hutiji. Zaradi tega razloga menim, da je Somaliland veliko bolj vzdržen, kot bo Džibuti kadarkoli. Čeprav so dejansko izpopolnili in je to eden njihovih največjih deležev BDP, glede na to, kar dejansko prodajajo svetu. Prav, ampak seveda, veš, odpiranje vrat ameriškim in izraelskim vojaškim objektom ni nekaj, kar bi določene države v regiji posebej pozdravile. Vemo, veš, Hutiji v Jemnu so v zadnjih mesecih predvsem napadali Izrael, medtem ko ta vojna na Bližnjem vzhodu še vedno divja. Torej, ali so prebivalci Somalilanda zaskrbljeni, da bi lahko prišlo do posledic? In veš, kako bi te grožnje dejansko lahko izgledale? Vedno obstaja skrb, vendar se zdi, da je ta skrb v primeru Somalilanda resnično povečana. Kot da ljudje v Somalilandu nimajo nobene lastne moči. Seveda, vsaka priložnost prinaša določeno stopnjo tveganja. Ampak spet, po moji oceni, kot zgolj novinar, bi rekel, da Džibuti nima te težave. Bahrajn in, veste, številne druge države Bližnjega vzhoda, vključno s Saudsko Arabijo, ki gostijo ogromne vojaške baze, za Združene države teh skrbi ni. Čeprav so, na udaru, veste, ne Hutijev, ampak iranskih raket. Torej, vsaka priložnost prinaša določeno stopnjo tveganja. In mislim, da je tveganje že všteto v razmerje. Tako da mislim, da bomo v redu. V redu. No, veste, mislim, da je tukaj še eno pomembno vprašanje. Prejšnji teden smo govorili z etiopskim veleposlanikom v Izraelu, ki je povedal, da je tudi Adis Abeba zelo zainteresirana za pristanišče Berbera. Ali menite, da bi se to lahko na koncu uporabilo tudi za pridobitev priznanja strani sosed Somalilandu? Torej, Etiopija, če se malo vrnemo nazaj, mislim, da tik preden je predsednik Hirvo prevzel položaj, sta nekdanji predsednik in etiopski premier podpisala memorandum o soglasju. Osnovna ideja tega je bila, da bo Etiopija priznala Somaliland v zameno za, veste, neko pomorsko bazo in, veste, trgovsko pristanišče. Nažalost je ta dogovor dejansko propadel. Torej, kar se tiče Etiopije, države z več kot 120 milijoni prebivalcev, brez dostopa do morja, so njihove edine, veste, trenutne možnosti Džibuti ali Somaliland. Pri čemer je Somaliland dejansko veliko bližje. Tako da, veste, ena od stvari, ki jih Somaliland uporablja kot vzvod in jih skuša nekako prodati svetu, je ta, da pravi, priznajte nas.
In v zameno vam bomo dali vse te različne zmogljivosti, od nacionalne varnosti do mednarodne trgovine, kar je učinkovit način, kako to dejansko izpeljati, veste? Tako da, veste, upamo, da bodo našli interesente, ampak druga pomembna stvar, ki je tukaj v igri, je, da je Somaliland dejansko rekel ne Kitajski. To je zelo pomembno poudariti. Torej, čeprav Somaliland dejansko ponuja oziroma nekako vabi svet, da pride in odpre vojaške baze, ena od tistih, ki bodo opazno odsotne, bo Kitajska. Kar pa spet ni tako v Džibutiju, kjer dejansko vzdržujejo svojo edino tujo vojaško bazo. Tako da že samo iz tega vidika mislim, da bi Somaliland lahko prevzel formulo Džibutija, jo izpopolnil in dejansko prispeval k svetovnemu miru na veliko učinkovitejši način. Zadnje vprašanje, ki ti ga želim zastaviti, je: po tvoji oceni, kdo po tvojem mnenju bo naslednji priznal Somaliland? No, vedno smo upali na tiste, ki ne poznajo le dejanskega stanja na terenu, ampak so tudi dejansko vlagali van in podprli svoje besede z dejanji. In to bi bili Združeni arabski emirati, ne? Spet pristanišče Berbera, ki ga vsi opazujejo zaradi vse njegove sodobne infrastrukture, so van vlagali Združeni arabski emirati skoraj desetletje, preden so ljudje sploh govorili o Somalilandu. Torej, da imajo oni dejansko prednost zgodnega vstopa, to bi bila upanje, odvisno od tega, kako stvari izgledajo. Do zdaj se to še ni uresničilo. Obenem Etiopija, ki, veste, skoraj kot da je stopila na to, veste, na to mesto, ampak v zadnjem trenutku, veste, zmeda, ki je pravzaprav Turčija, Džibuti in mnogi drugi, so nekako posredovali in nekako pritiskali na predsednika vlade, da se, veste, umakne od tega, da, veste, ne naredi tega koraka. Torej, mislim, da je veliko snubcev, ampak resnično mislim, da Somaliland trenutno, veste, desetletja je poskušal svetu prodati, da smo mi miroljubni, da smo demokratični, ampak zdaj se zdi, da prihaja do spremembe, kjer v bistvu pravimo, to vam lahko ponudimo v zameno. Zato mislim, da je to veliko bolj učinkovito zunanje politično delovanje, kot pa reči, da smo demokracija. Ker kot pravim, kar narediš zase, nikogar ne zanima. Kar lahko ponudiš drugim, kaj ne? Če lahko dejansko uskladiš svoje interese z drugimi, je to veliko bolj strateška drža. Prav, Said, kot običajno, zelo zanimivo te imeti z nami. Hvala za tvojo razlago.